Hej fol, ko smo kaj? Zmagovalka kosmate neže Zina Ban je odgovorila na svojo zmago te prestižne nagrade. In njen odziv je bil točno to, kar si predstavljate. Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up. Tako da sem si ga šel pogledat, pa tudi njen profil na splošno, in nisem vedel, ampak se izkaže, da imam dejansko že nekaj zgodovine s to punco. Mislim, internetne zgodovine. Ne daj Bože. Moški so iz nekega razloga bolj smešni. Torej, po tej tvoji logiki, ženske, ki jim je smisel za humor pomembna lastnost v partnerju, so manj duhovite kot moški, ki smisla za humor ne jemljete v obzir pri svoji partnerki. Make it make sense. Ne štekam, kje se ti zatakne, Zina. Za ženske je smisel za humor pomemben in zato moški delamo na temu, da bomo smešni, in za moške ni pomemben in zato vi ne delate na temu. To je tako popolnoma smiselno. Isto kot je za nas moške videz bolj pomemben in se zato vi z njim bolj ukvarjate in za vas ni toliko pomemben in se zato mi z njim manj. Okej, ti mogoče konkretno nisi lih najboljša oseba za to primerjavo, ampak verjemi, pri drugih je kar na mestu. Če pa ti je še vedno pretežko za razumeti, mogoče, ne vem, vprašaj kakšnega moškega prijatelja, če ti razloži. In jaz ne bi rekla, da je tle spol ta faktor, ki to odraža genetsko, temveč mogoče prej IQ. Mislim, se deloma strinjam, ja. Deloma pa zato, ker se pojavi potem vprašanje, zakaj je pa potem toliko komičark lezbijk. In odgovor je po moje zato, ker podobno kot tipi poskušajo privlačiti ženske. Ampak ja, IQ sigurno igra vlogo pri stvari, samo ne vem, če boš nujno ful vesela, kako se to ujema s polom. No, ampak kot rečeno, za ta njen video sploh nisem vedel prej in sem ga komaj zdaj opazil. Razloži pa to, zakaj je bila Zina pol toliko razpizdena, ko je snemala svoj odgovor. Ker je že prej poskušala dobiti mojo pozornost in sem jo ignoriral. Marko Žerjal, bruka, kaj vse ta zemlja nosi, ne morem verjeti, da istrska zemlja rodi take mone. In z veseljem sprejmem kosmato nežo, we can compare hairlines next. Bravo, Zina, imaš več las kot 40-letni moški. Kaj je skrivnost? Ne, ampak res bi rad pohvalil njeno frizuro drugače, ker odkar je opustila te ogabne feministične franze, zgleda brez heca 100-krat boljše. Deluje že skoraj, kot da je pripravljena dati moškim še eno šanso. Super, Zina, daj mogoče še te piercinge ven iz nosa in zob? Pa mogoče bo še kdo drug zainteresiran za splezat nate kot tvoj pes. Maš to! Tip, ki je tako neoriginalen, da je cel njegov kontent samo vzemanje tujega kontenta in kao komentiranje tega. O moj bog, to obtožbo sem dobil že milijonkrat. Pač za nekoga, ki drugim očita neoriginalnost, ima najbolj znucane kritike na svetu. Ti nič svojega ne delaš, samo komentiraš druge. Me zanima, če isto stvar rečeš tudi filmskim kritikom ali pa novinarjem. Ti sploh nič ne delaš, ampak samo pišeš o tem, kar se je zgodilo. Poslušala sem tvoje stand-upe večkrat. Calm down and act your height. Poslušala sem tvoje stand-upe in nisi visok. Moderni feminizem, dame in gospodje. Pa še Tina Mamma Mia je komentirala na TikToku. Ta iz bivšega Dve bejbe podcasta. Punca je zgleda še vedno jezna za to. Ta odgovor od Zine je prav zbral na kup A-team bednega ženskega kontenta. In another thing, če hočemo govoriti o tem, kdo napolni hangar na poletje smeha, I was there scrubbing the dishes in painfully listening to that bullshit, ne, ko se noben ni zraven smejal. Ja, ker ne spomnim se, da bi kdaj imel prav slab nastop v hangarju. Tako da, če se ti nisi smejala, to mogoče ni toliko zaradi mojih štosov, ampak bolj, ker si staknila mentalni virus, ki ti preprečuje smisel za humor.
Ljudje so prišli, ko govoriš o tem, da sem jaz uzurpirala ljudi in imela svoj govor na koncertu za fucking 8. marec, sem govorila o ženskah. Oh no, lock me up! Ne, nisi govorila o ženskah. Govorila si izključno o tem, kako smo moški zlobni. Moram ti še malo razložiti zadevo, ker zgleda nisi čisto štekala, zakaj si zmagala kosmato nežo. Zmagala si, ker si cel svoj govor pripisovala kolektivno krivdo vsem moškim zaradi dejanj nekaterih. Kar je ista stvar, ki jo je naredila izraelska oblast s Palestinci po napadu 7. oktobra. Rekli so, ja, Hamas je napadel civiliste, ampak vsi Palestinci si zaslužijo krivdo, ker implicitno podpirajo to nasilje. Zato si zmagala, ker je tvoja retorika na istem nivoju retorike genocida. Govoril sem o Nemcih, oh nein, lock me up! Ljudje so prišli, verjel ali ne, še enkrat in spet plačali. So, ne vem, kdo plačuje tvoje stand-upe? Eldar, maybe, not me, stari. Mislim, glede na to, da si sama rekla, da si bila že na več mojih nastopih, očitno med drugim ti. Živim izključno od komedije že skoraj 8 let, tako da verjemi, da je več plačnikov kot samo Eldar. Mislim, ta mesec imam cel kup nastopov planiranih in to na vstopnino. In ne tako, da me nekdo najame, da zafilam tišino za pol urce, ker pač živim tam zraven in mi ne rabi dati za pot, ne? In ja, ljudje plačajo za mene poslušati, tvoj content je zastonj in še to dega behind the paywall, ker the world does not need this, man, the world does not need this. O moj bog, Zina, sorry, ampak tle se pa res na napačno stvar spravljaš. Kot prvo, tvoj content je zastonj. Imaš svoje komade na YouTubu, s tem, da jih za razliko od mojih videov noben ne gleda. Moji kolegi mi morajo forwardirati tvoje sporočila, če lahko prosim glasujemo zate na popevki tedna, da prideš sploh do kakšnega glasa. Ni zmagala. Pač, realno. Lajkajte ta video, če še niste slišali za Zino Ban pred mojimi videi. Ajde, da vidimo to statistiko. Bi komentiral kaj tvoje nastope, ampak iskreno še nikoli nisem bil na nobenem, tako kot večina folka. Sem pa našel recimo tole na tvojem Facebooku. Ni nobenega! Sej sem tudi jaz imel že bolj žalostne nastope na začetku, ampak če se bi mi kaj takega zgodilo, bi pač probal pozabiti, ne bi šel dat ven to javno. Ti po drugi strani si šla kar direkt objaviti, kako tle sviraš galebom, ker drugega pač nimaš. In ja, glej, vsi začnemo nekje. Lahko boš celo naredila kaj iz sebe kdaj, če nehaš špilati to za frustrirano feministko in posnameš kaj dobrega. Ampak se neki delati tle, meni gre, tebi pa ne, ta tvoj bullshit je painful za listnat, je smešno. A ja, pa tudi za paywallom imam content in folk plačuje tudi za to gledat. Tako da, mogoče pa ta mesec posnamem dodaten video za člane o tebi. Na tak način, da lahko me razumejo vsi osnovnošolci, ki jim starši ne nadzorujejo uporabe interneta. Fak, to ponašanje ti je fenomenalno ratalo. Res zvenim tako. Tle pa kapo dol, Zina, imaš talent. Celo toliko si me navdušila, da veš kaj, se bom pa še jaz preizkusil v temu. Jaz sem Zina! Zina mizandrina! En tip me je enkrat pustil in zdaj sovražim vse moške! Crknite prasci v jarko! Ne razumem, zakaj noben ne ostane zjutraj. Oh my god, I ate s tem komadom, clock it! But you are so embarrassing, my guy. In ne samo, da si fucking zreduciral 10-minutni video, ki ima rdečo nit. Ima rdečo nit, ja. Da sovražiš moške.
In drugače 8-minutni video sem zreduciral jaz na 7-minutni odgovor. Ti, po drugi strani, si to zreducirala na en TikTok, kjer nisi odgovorila na eno stvar, ki jo rečem. Mislim pač, kaj ti slišiš svoje besede, ko jih izgovarjaš, ali to samo pride ven in gre v prazno kot tvoji nastopi? Ampak, nevermind, itak ne moreš tega razumeti, ker imaš inteligenčni kvocient na levelu, stojala za posodo. Vidiš, zaradi takih štosov folk ne verjame, da ste smešne. In ironično spet omenjaš IQ, valjda. Punca, dej, potrudi se razumeti, kaj so tvoje dejanske danosti v življenju in se probaj mogoče rajše osredotočiti na tisto. Dej rajši še kakšen joke naredi na moje lase ali pa na koliko sem visok, ker to, da ti opravljaš moj IQ, je približno kot takrat, ko opravljaš koliko zaslužim. Lahko primerjamo, ampak ne vem, če boš vesela s številkami. No, ampak sej v končni fazi njen odgovor name je bil samo eno veliko priznanje, da sem v kosmata neža videl imel prav. Ker jaz sem spodbijal njene trditve, ona je spodbijala moj ugled. Nisem visok, nimam las, nisem smešen, sem neumen, me gledajo samo otroci, nisem spolno privlačen. Pač, kako resnično žalosten nivo argumentacije. Ampak po drugi strani tudi kar pričakovan. Ker sej vemo, kako je. Feministke, ko jim nekdo reče, da nimajo otrok, imeti otroke ne definira vrednost ženske. In feministke, ko se kdo ne strinja z njimi, sploh nisi seksualno privlačen, boj tiho! Niti za sekundo ni probala odgovarjati na moje poante, ampak samo se prikazati višje od mene v socialni hierarhiji. Embarrassing, vsi ti, ki te gledajo. Shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up. Zato ponovadi tudi ne priporočam snemati videov, ko ste v tisti fazi cikla, ker pride ven, kar pride. Ampak drugače, ne moti me, če se Zina heca iz mene, to je vedno dobrodošlo. Je pa šla po moje predaleč s tistim delom, ko me obtoži, da sem PDF file. To je pa tako resna in grozna obtožba, da je na YouTubu niti ne morem ponoviti, ker bom demonetiziran. In zato sem se odločil, da na njo sploh ne bom odgovarjal. Vsaj ne direktno, ampak preko odvetnice. In sem zoper Zino Ban vložil tožbo. Dejanja pač morajo imeti posledice. In čeprav mi je odvetnica svetovala, da naj o pravnih postopkih ne govorim javno, sem vseeno rekel, da moram to povedati. Ker mislim, da je prav, da se ljudje zavedajo, kaj se lahko v takih primerih zgodi in kakšne so lahko odškodninske zahteve. V primeru Čaleta Saleta proti Zlatkotu je šlo na primer za preko 40.000 evrov. In besede, ki jih je Zina uporabila proti meni, so dejansko bolj ekstremne kot tiste od Zlatkota. Tako da, draga Zina, jaz upam, da je bilo vredno in upam tudi, da ti glasbena kariera res čimprej zalaufa, ker ti bo prišel prav denar. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč in naročite se na moj kanal, pa seveda počakirajte moje datume nastopov na markozerial.si, da se vidimo še kaj v živo. Ajde folk, čau!